Zipline v Ras Al Khaimahu v Združenih arabskih emiratih je včeraj uradno postal najdaljši zipline na svetu. Obiskovalcem omogoča, da potujejo s hitrostjo 120 do 150 km/h na višini 1680 metrov nad gladino morja. Večmilijonski turistični projekt je narejen z namenom, da postane mesto vodilno turistično središče na Bližnjem vzhodu. Odgovorni za izgradnjo ziplina so povedali, da je to prvi korak pri izgradnji ostalih atrakcij, ki bodo privabili še dodatne turiste in podaljšalo bivanje v tem delu. Zipline je odprt za javnost in lahko vsakih 5 minut prepelje osebo, kar po vseh izračunih pomeni 100.000 ljudi na leto. Tropski ciklon Fehi je ta teden nad Novo Zelandijo prinesel močan dež, ki je poplavil mesto Dunedin in zahodni del mesta Buller. Oblasti so razglasile izredne razmere in naročile ljudem, naj ne zapuščajo svojih domov. Poplavljene ceste, podrta drevesa in pretrgana električna napeljava so posledice močnega vetra in dežja. Zaprto je bilo tudi letališče na južnem delu otoka in tako so turisti ostali ujeti na otoku. Vremenoslovci napovedujejo, da se bodo razmere v naslednjih dneh umirile. V Peruju sta med protestom umrli 2 osebi, ko je več tisočglava množica pridelovalcev krompirja protestirala in od vlade zahtevala pomoč pri obvladovanju tržnih cen krompirja, ki so precej nižji od stroškov pridelave le-tega. Napadi so izbruhnili, ko je skupina protestnikov skušala zasesti hidroelektrarno v državni lasti. Policija je silo obračunala s protestniki. Tekma National Football League je eden največjih športnih dogodkov na svetu. Odgovorni za dobro in strokovno izvedbo samega dogodka bodo poostrili nadzor na območju Minneapolisa. V zadnjih 2 letih so oblasti usposobile večje število ostrostrelcev in opravile več kot 200 varnostnih ocen kritične infrastrukture in okolice. Policijske patrulje, helikopterji in dolga veriga betonskih ograj okoli stadiona je samo nekaj izmed številnih ukrepov, ki bodo preprečili možnosti terorističnih napadov v času dogodka. Le še teden dni nas loči do začetka zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu v Južni Koreji. Reprezentance že počasi prihajajo v olimpijsko vas, medtem pa so organizatorji predstavili medalje, ki jih bodo prejemali najboljši športniki na tokratnih igrah. Izgled najbolj želenih kosov žlahtne kovine na igrah je zasnoval Lee Sok-woo. Slednji je v dizajn vključil korejsko abecedo, predvsem preko tridimenzionalnih soglasnikov, ki nato na nek način odsevajo obliko samih medalj. Tudi trakovi, na katerih visijo medalje, so plod domače domišljije, znanja in dela. Te zlate, srebrne in bronaste lepotice bodo v Južni Koreji delili med 9. in 25. februarjem.